Naša tekma je nekaj takega, kar smo pričakovali. Močen nasprotnik, tehnično dober, tudi drsalno. Ampak sem kar zadovoljen s predstavo naše ekipe. Fantje so stopnjevali igro, jaz mislim, da s tretjine v tretjino smo bili bolj nevarni, tudi statistični podatki to kažejo. Tako da smo v bistvu od polovice tekme, mislim, da smo bili celo boljši nasprotnik. Pač nismo uspeli tega realizirati, ampak kako pravim, to je bila ta prava tekma za ta obdobje, ta pravi preizkus. Podobni nasprotniki bodo tudi v svetovnem prvenstvu, tukaj mogoče ciljem bolj Belorusijo, ki je nekako podoben stil igre, neka mešanca teh tujih severnoameriških igralcev pa tehnično dobrih igralcev z vzhodnega bloka. Tako da je bilo kar dobro. Tudi vsi fantje, ki so dobili priložnost za igro, so jo izkoristili, tako da imam dosti težko delo, kar se tiče sestave ekipe. Zdaj ste odigrali 2 tekme, tale je bila že veliko kakovostnejša najbrž tudi kot prva. Ja, prva sem takrat tudi rekel, da tempo je bil dober. Tudi na tej tekmi se je pa opazil veliko elementov, že tudi, ki jih delamo na treningih. In fantje so to prinesli na tekmo, za kar sem zelo vesel. Škoda, ker nismo uspeli tudi v overtime, mislim, da smo zelo dobro overtime odigrali. Tiskrat smo se zmenili, smo upoštevali, probali truditi nasprotnika, menjati takrat, ko imamo posest pake, fanti so to delali zelo dobro. Imeli smo tudi priložnosti, škoda, ker nismo kronali zadetkom, pač penali. Zmerna loterija, ampak vsemu pozitivno ocena. A so že kakšne novosti glede kadrovske zasedbe, najbrž je bil tudi zdaj ta sestanek na to temo? Ja, nekaj vlože, tukaj Andrej Hočevar ne bo več z nami, razen seveda. Jaz upam, da ne, če pride do kakšnih nepredvidenih poškodb. Potem Nik Simšič, tudi Nik napreduje iz leta v leto. Tudi sam sem mu povedal, da rab zdaj v tem prehodnem obdobju pač igrati dolgočlanski hokej čim več. Jaz mislim, da bo še z leti reden član reprezentance. Zdaj pa zaradi teh manjših poškodb, pa to je pa še pod vprašanjem nekaj fantjev, kar se tiče te poti na Madžarsko. Robert Sabolič potuje z nami, zato ker on je že toliko blizu vrnitve, da je v redu, da je z ekipo. Doma ostajata pa tudi še Andrej Tavželj in pa Sabohudin Kovačevič, zato ker nima smisla peljati sabo 10 branilcev, če igramo z 8. Tako da kar se za to akcijo tiče na Madžarskem, je to to. Kdaj bo padla končna odločitev o potnikih za svetovno? Tako kot sem rekel, fantje mi pač v temu otežujejo delo, ker kažejo dobre igre. Ne moram nobenega izpostaviti, da bi bil šibek člen, ampak pač te odločitve bomo mogli sprejeti in spet ta nov test na Madžarskem bo spet kakšni odgovori.